Neko jutro, ko je Vili še spal, je Gašper stopil v njegovo sobo. Hej, mali Vili, zbudi se, poba. Kaj? Vili, pridi mi pomagati v kuhinjo. Mami je bolna in bo danes v postelji. Bolna? Ja, prehladila se je. Vili se je oblekel in ko je šel po stopnicah, je slišal glasnik iz mamine sobe. Najprej je bilo vse v redu. Enostavno je kos kruha namazati z mušjo marmelado. Vili je bil srečen, ker mu je oče dovolil, da se je namazal 2-krat več marmelade, kot ponavadi mama. Vse je teklo gladko, ko sta pomivala posodo. Razbil je le eno skledico in 2 skodelici, ko je zaslišal strašen. Bil je že čas, da odide Gašper na kmetijo in prepusti kuhinjo Viliju. Vili se je razgledal in se odločil, da opravi, kar ponavadi dela mama. Najprej je pometel tla. Nato je šel na vrt nabirat polže za kosilo in jih dal v skledo v kuhinji. Nato se je lotil pranja. A to je bilo težko in dolgočasno opravilo in bil je vesel, ko je z dvorišča slišal glasove. Zdravo, fantje. Zdravo, Vili, kaj delaš? Je vprašal Robi. Pomagam mami, ker je bolna. Vili, je rekel Ivan, še mi ti lahko pomagamo. Pa res, So rekli vsi. no, hvala. In vsi so zavihali rokave in besno drgnili in žehtali v milnici. Seveda vam ni treba pripovedovati, da se je zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Igor je zgradil milo, frknilo mu je iz rok in kadi ter padlo Viliju naravnost v usta. Besnik listi požaril si milo. To sploh ni smešno. Ne, seveda ni, Je rekel Marko. kaj pa zdaj? Robi je svetoval Viliju, naj odpre usta, nato pa ga je butnil po hrbtu in pogozalo se je še več pen. Potem je dobil idejo. Fantje so zgrabili Vilija, ga obrnili z glavo navzdol in ga stresli, da bi se nehal peniti. Ven z njim, Vili. 1, 2, 3. Vili je splunil milo z... Ga! Ura! Na srečo je tisti hip stopila Marta. Slišala je hrup in se je hitro oblekla. Tako vi lumpi. Kaj hočete mojemu Viliju? Takoj ga izpustite. In točno to so tudi napravili. Vili je plusnil v kati in razpršil vso milnico. Nastala je strašna zmeda. Gašper, hitro pridi sem. Vsi fantje so za Gašperjem odkorakali in v vrsti čakali na svoj trenutek pod prho. Toda kasneje, ko je Marta ugotovila, da so poskušali pomagati Viliju, jih je povabila v hišo in jim ponudila topel čaj in vsakemu veliko smušje torte oblite s polžjo kremo. In veste kaj? Zaradi strašnega razburjenja je Martin prehlad izginil. To pa je bila dobra novica, kaj ne? Ko je tisti večer Vili lezel v posteljo, se je še vedno smehljal, ko se je spominjal mokrih prijateljev. Ga. Pripovedovala vam je Majda Potokar.